Jo, sem Andraž iz The Sweet Tech TV in končen je tehnološka suša malo popustila, midva pa sva tudi izkoristila dopust in predelala malo ran, tako fizičnih, kot psiholoških. Davor je bil sploh ranjen in zato doma čaka, če ga bom danes sploh rabil v tem videu. No, ne glede na vse, sva iz dopusta prišla pripravljena na vročo jesen, ko jo bova odprla s predstavitvijo ta pravega flagship killerja Realme GT, ki ga dobite že za manj kot 600 evrov. Čak. Davor mora priti, da sploh začnem z videom, telefon rabim. Čakajte se malo, pogledajte to. No, končno smo tudi Davorja preklicali, tako da lahko začnemo z našim videom. No, koliko ti mene matre še stuširati se nisem mogel. Ne. Ampak dobro, no, če sem že enkrat tle, bom pa sodeloval. What just happened? Vas moram pa še spomniti, da tako kot običajno preden začnejo z videom, da se naročite na najin kanal, lajkajte ta video, ker to je bilo res ubijalsko. Spremljate naju pa lahko tudi na Instagramu, Facebooku, Twitterju in pa TikToku. Vsak nov naročnik in follower je za naju res velika vzpodbuda. Andraž, zdaj pa lahko končno začneš z videom. Yes. Najprej se morava najmu kolegu zahvaliti, da nam je sploh posodil tegale lepotca. Realme GT izgleda kakor Bumblebee, tisti iz Transformer iz filmov. In je res lep za pogledati. Ampak dajmo hitro reči nekaj o podjetju. Realme je sestrsko podjetje Oppa, v katerem sva že par mesecev nazaj govorila v enem izmed najprejšnjih videov. Tudi oni se širijo in upajo, da jim bo ratelj zapolniti Huawei-ovo praznino. Vsi. Podjetje slovi po ugodnih telefonih za nizko ceno in ta je res ta prav flagship killer, tak, kakršen je včasih delal OnePlus, pa tudi Xiaomi s prvim Pocofonom F1. Realme GT je s svojimi specifikacijami res orang konkurent tekmecem, kot sta Xiaomi Mi 11i, pa srednjemu rangu Samsungovih telefonov in OnePlusovemu Nordu 2. V škatli dobite kar velik brošuro, kjer vas pozdravijo v Realmejevo družino. Sam telefon, 65W hiter polnilec, ki se mu reče Super Dark Charger z USB-C kablom in 4500 mAh veliko baterijo napilal malo več kot pol ure in pa silikonski ovitek za zaščito telefona, čeprav je to eden izmed redkih telefonov, ki po najnem mnenju sploh ne rab tega ovitka, tudi zaradi tega, ker je zadnji del res poseben. Ta telefon ima skoraj vse lastnosti premijskih telefonov, ki so precej dražji od njega. Kupite ga lahko v dveh različicah, z 8 GB RAM-a in 128 GB notranje shrambe, ali pa z 12 GB RAM-a in 256 GB notranje shrambe. In ker sva midva malo jača, sva valjda dobila nas po svojo ta boljšo verzijo. Poganja ta telefon najnovejši procesor Snapdragon 888, kar pomeni, da telefon leti čez vse naloge, ki mu jih naložite, ima pa isto težavo, kakor jo imajo zdaj trenutno vsi telefoni s tem procesorjem, zelo hitro se segreje. Ampak Realme GT kompenzira to z novo tehnologijo parnega hlajenja iz nerjavečega jekla, kar pomeni, da se telefon sicer segreje in je to občutno na dotik. Res je? Se pa hitro pohladi in pol ga lahko komot spet držite v roki, prav tako se mu segrevanje preveč ne pozna na performansu. Sprednjo stran krasi AMOLED zaslon, ki v diagonalo meri 16,33 cm in ima resolucijo 1080 pik, 120 Hz osveževanjem, ki pade na 60 Hz, ko se ne premikamo po zaslonu. Ta sicer proizvede lepe barve in je dost sveto tudi za gledanje na prostem, je pa res, da včasih pretirava s samodejnim uravnavanjem svetlosti v zaprtih prostorih. Estetiko zaslona zmota edin luknja za selfie kamero in pa malo večja brada oziroma spodnji del telefona, ki daje vedeti, da telefon vse ni ta prav flagship. Telefon je sicer glih dosti velik, da je udoben za rokovanje in tudi tehta samo 186 gramov, res lahko. Ogrodje je iz plastike in je zaradi tega toliko lahek, kar je za ta rang recimo tudi sprejemljivo. Če ga obrnemo, najdemo njegovo največjo atrakcijo. Hrbet iz veganskega usnja, ki je živo rumene barve.
barve podjetja Realme, jo je poimenoval tudi dirkajoča rumena. Telefon pa lahko dobite tudi v drzni sivi ali pa drzni modri. Nama ta rumena zgleda res presenetljivo lepa v živo in če hočete izstopati, je to siguren telefon za vas. No, še mimogrede en fun fact. Vegansko usnje na tem telefonu oziroma tudi drugih telefonov dela eno nizozemsko podjetje iz ostankov mangotov, ki ga zmeljajo in iz njegove mase naredijo stisnjene plošče, ki se jih tudi uporablja za proizvodnjo hrbtišč telefonov in drugih izdelkov. Okay. Vegansko usnje sicer ne prekriva celotnega telefona, na levi strani gre skozi dol steklen pas, na vrhu katerega pa je modul za objektive fotoaparata. Naju telefon sicer rahlo spominja na OnePlusov Concept One izpred parih let, čeprav se tale telefon Realme GT ne asociira z nobeno znamko avtov, ampak še vsem zgleda malo dirkaški, se vidite, zaradi veganskega usnja se, tako kot sva omenila, dobro usede v roko, pa še prstnih odtisov ne puščate na hrbtu, razen če pacate po steklenem delu. Ta telefon ima tudi stereo zvočnike, ki oddajajo povprečen zvok, ampak že to je za midrangerje presežek, pa še klasičen vhod za slušalke. Pa slušalke v škatli. In to bo marsikoga razveselilo. Ja. Kljub vsem tem dobrotam, pa ta telefon vsem ni flagship. Nima ne certifikata za odpornost proti vodi in prahu, ne reže za razširjanje notranjega spomina z micro SD kartico, nima pa tudi brezžičnega polnjenja. Tudi baterija kljub svoji velikosti ne zdrži ekstremno dolg. En soliden dan, maybe dan in pol, ni pa to dvodneven telefon. Kamere so dobre, niso pa izjemne. GT ima 3 objektive. Glavnega velikosti 64 megapikslov, ultraširokokotnega velikosti 8 megapikslov in pa makroobjektiv velikosti 2 megapikslov. Glaven objektiv je v redu, proizvede fotke z dobrim dinamičnim razponom, je pa res, da včasih kakšne detajle tudi dosti zapaca s svojim agresivnim procesiranjem. Imate sicer možnost, da vklopite procesiranje slike z umetno inteligenco ali pa brez. Fotke z umetno inteligenco se nama osebno zdijo malo bolj nasičene, mogoče ne toliko naravne in je potem na vas, da presodite, če vam je to kul. Fotkam pri snimanju z glavnim objektivom ponoči kvaliteta pričakovano pade, ker pride vanj šum, ampak to večinoma popravi nočen način. Ta telefon nima teleobjektiva, ima pa od 2-kratni do 5-kratni digitalni zoom, pri čemer bi vam priporočala, da greste maksimalno do 2-kratnega zooma, ker pri več ratejo fotke že malo popačene. Tudi ultraširokokoten objektiv ohrani dosti podrobnosti in ima kar dober dinamični razpon, je pa res, da so fotke po robovih malo popačene, kot lahko vidite. Ne priporočava pa, da ga uporabljate po noč, ker so njegove fotke preveč zapacane in tukaj ga res edino uporaba nočnega načina. Makroobjektiv je v redu. Bože, da bilo kaj drugega. Ja, tako kot pri drugih telefonih, ki ga imajo. Naredi sicer dobre makrofotke, morate pa malo telovaditi, ker nima avtofokusa. Telefon pa omogoča tudi snemanje videov v 4K pri 60 fps-ih, zato ceno pa je logično, da ne gre do 8K, kot S21 ali pa OnePlus 9. 4K videi so super na glavnem in dobri na ultraširokokotnem objektivu. Video se na selfie kameri lahko snema do 1080 pik in tudi selfie, ki se jih naredi s to kamero, so čisto podobni za vsakdanjo uporabo in pošiljanje naokoli. Za konec pa še software. Realme 2.0 temelji na Androidu 11 in je relativno čist Android, razen parih prednaloženih aplikacij in pa funkcij, naprimer risanje po že ugasnjenem zaslonu za odpiranje aplikacij ali pa stranska vrstica za aplikacije, kakor jo pozna tudi Samsung. K sreči lahko bloatware aplikacije relativno enostavno odstranite, so pa te aplikacije gor naložene zato, da prek oglasov znižajo ceno tega telefona, kakor to pri enih telefonih dela tudi Xiaomi. Uporabniški vmesnik je sicer tudi precej prilagodljiv, s pomočjo različnih tem, paketkov z ikonami, tapetami oziroma wallpaperi, novimi stili in tako naprej. Realme sicer obljublja, da bo software na tem telefonu podpiral vsaj še 2 leti. In cena? V prosti prodaji se različico z 12 GB RAM in 256 GB notranje shrambe da dobiti za 599 €, oziroma pri Telemachu
za 24 obrokov po 19,80 evra na mesec. Ne bi pa ta telefon malo prišel tudi na prodajne police od A1. Super. Realme GT je podčrtal super telefon in ta prav flagship killer stare šole, ki sicer ni telefon za tehnološke entuziaste, je pa siguren telefon za ljudi, ki hočejo za svoj denar iztržiti največ, če se seveda zavedajo, čemu se vse odrekajo. Midva misliva, da povprečen uporabnik prej omenjenih stvari siguren ne bo pogrešal, tako da ga lahko komot priporočiva za veliko večino ljudi. Lahko ga celo še zdaj naknadno vključiva na najno listo top telefonov prve polovice leta 2021, v kateri sva posnela video par tednov nazaj. Kot častno omembo seveda, ampak evo, to je bilo to iz najine strani. Vse za danes, še enkrat se zahvaljujeva kolegu, da nam je lahko posodil ta telefon. Bilo nam ga je res v veselje predstaviti. Če imate kakšno vprašanje v zvezi s tem telefonom ali pa s čemerkoli drugim, nam ga napišite dol v komentarjih. Mi se pa tudi kmalu vidimo v naslednjem videu. Čau!